Slabo leto po razkritju hude napake v zdravstvu, ko so po zamenjavi vzorcev želodec odstranili napačnemu pacientu, so na zdravniški zbornici zaključili izredni nadzor v medicinskem centru Barsos, ki za Onkološki inštitut opravlja diagnostiko. Pri vpletenem zdravniku niso ugotovili strokovnih nepravilnosti, dopuščajo pa možnost, da je napako pri označevanju histoloških vzorcev naredila medicinska sestra. Posebna komisija zbornice je Barsosu zato predlagala dodatne varnostne ukrepe. Zastopnik pacientovih pravic je nad ugotovitvami nadzora razočaran. Ne zato, ker niso odkrili krivca, pač pa ker še vedno ni jasno, kaj je šlo narobe. Špela Bezjak z Rim. Pred enim letom sta dva povsem nepovezana pacienta, oba sta se zdravila v najstarejši slovenski zasebni kliniki, centru Barsos, dobila klic, da se je zgodila huda napaka. Po zamenjavi vzorcev so napačnemu pacientu sporočili, da ima raka in mu konec novembra 2023 odstranili zdrav želodec. Drugega pacienta, ki je raka v resnici imel, pa kot zdravega napotili domov. Izredno mi je žal, da vam moram sporočiti, da se je zgodil neljubi dogodek, ki ga vsi iskreno obžalujemo. Potekalo je več nadzorov, svojega je upravila tudi komisija zdravniške zbornice, ki je danes sporočila, da strokovnih nepravilnosti pri nadzorovanem zdravniku niso odkrili, da pa obstaja možnost, da je napako storila medicinska sestra med označevanjem vzorcev. Komisija je predlagala dodatne varnostne ukrepe, od Barsosa pa pričakuje tudi pisno poročilo. Ja, pravzaprav, da sem majčkeno razočaran, pa ne zato, ker niso odkrili nadzori krivca. Tako pa ugotovitve komisije komentira zastopnik pacientovih pravic, razočaran, ker še vedno ni jasno, kje se je napaka zgodila oziroma kaj je šlo narobe. Zdravniška zbornica tudi ugotavlja, da zdravnik ni naredil strokovne napake, pa tudi ne pove, da jo je naredila znotraj njegovega tima medicinska sestra, ampak mogoče jo je naredila, ker seveda ne pelje ravno k temu, da bi si nalili čistega vina, da bi bodoče takšne situacije preprečili. Poročilo o opravljenem nadzoru so prejeli tudi na Ministrstvu za zdravje, do vsebine pa se bodo opredelili v prihodnjih dneh. Vodstvo Barsosa nam danes izjave pred kamero ni uspelo zagotoviti. Pisno so sporočili le, da so sprejeli dodatne varnostne ukrepe, med njimi tudi nadgradnjo klinične poti, ki predvideva dodatne kontrole in 4-kratno identifikacijo pacienta. Pa tudi, da po nobenem od opravljenih nadzorov ni mogoče z gotovostjo trditi, da se je napaka sploh zgodila v Barsosu. Čeprav, kot rečeno, komisija dopušča, da je napako storila medicinska sestra. Zbornico zdravstvene in babiške nege smo vprašali, ali sporočilo razumejo kot poskus prelaganja odgovornosti. Glejte, to je težko karkoli komentirati, če je prepoznana neka napaka, bomo zaprosili za to poročilo in na podlagi tega potem sprožili tudi naše postopke. Za pacienta to ni tako pomembno, kdo je bil. Pomembno je, da je skozi celoten proces zagotovljena neka varna, kakovostna oskrba. Če nekdo izgubi želodec, je to seveda doživljenjsko, prekrajšan. Zato je ključno, da se v primeru varnostnega incidenta odkrije konkreten vzrok, še dodaja Sušelj, razočaran tudi nad aktualno zdravstveno politiko, ki je napovedovala digitalizacijo zdravstva, razen velikih besed pa se do danes ni premaknilo še popolnoma nič.